Najbolj črnoglede napovedi vremenoslovcev o možnih večjih poplavah v Posavju se na srečo niso uresničile. Je pa narasla voda vnovič zapretila Krški vasi z okolico v brežiški občini, kjer je zalilo kletne prostore približno 10 hiš. Kar nekaj dela pa so imeli tudi loški gasilci. Voda ni prizanesla niti prebivalcem Velikih Malenc. Po noči smo nekako strahom zrli v to reko Krko, ki sicer je mirovala tam do enih in potem se je pa razlila. Predvsem so tukaj na udaru sosedi, ki pa smo jim vedno ob strani in jim pomagamo, koliko se da. Je pa bilo leta 2010 tudi tako visok vodostaj reke Krke, da smo tudi mi selili spodnje prostore. Ljudje v tem koncu so že navajeni in pripravljeni na izredne razmere, pravi Lopatičeva. Imajo pripravljene res vse stvari, v pol ure mislim, da vse demontirano in odnešeno, tako da so navajeni, res živimo s tem nekako. No. Na območju Krške vasi je voda zalila kletne prostore 6 stanovanjskih hiš. Na nekaj kmetijah pa so morali izseliti živino. Obveščali so že dalj časa naprej, da je bilo treba biti pripravljeno na vodo. Prišel po dnev tiskaj bo noter, v glavnem malo krompira, pa da sem pospravljal klet. Pri nas pride v klet. Je prišla tokrat voda do vas, oziroma do kod je prišla? Pri nas je bila voda temna, kako ti bi povedal, tako da do kolen ni bila. Predlani jim je voda zalila dvorišče, pravi Peltaver, tokrat pa so imeli srečo. Vaši sosedje niso tako dobro odnesli, ne? Ja, najnižje so te hiše, te dole od spode, tam, ko imajo trgovino rast, pa te zraven, so najbolj na nizkem. Samo stanovanje imajo gor, samo so pa kleti vse pod vodo, pa tako da tako dosti tudi škoda napravljena, veliko. Vso noč so bili na terenu prostovoljci iz vrst civilne zaščite in gasilskih društev, ki so občanom pomagali pri umiku premoženja in jim delili protipoplavne vreče. Je bila pa noč pestra, predvsem zato, ker je pač že po polnoči začelo v Hrastniku nekako padati. Pričakovali smo, da se bo potem kmalu sprostilo tudi v Brežicah, ker se je v Krškem ampak je v bistvu se potem na Sotočju, kjer pride ta Sava in pa Krka skupaj, se je vse skupaj po domače povedalo zaštopalo in ni šlo nikamor naprej. Krajani so bili v strahu, saj še pomnijo hude poplave izpred 2 let, ki so pustile precej hujše posledice od tokratnih. Dejansko je cela vas stopila skupaj in smo pač probali preprečiti, da bi se poškodovala imovina. Skušali smo pospraviti čim več stvari in pa seveda smo potem začeli z polnjenjem vreč in prevoz vreč do tistih hiš, ki so to potrebovali. Naslednje jutro je voda na srečo začela upadati, so jo pa gasilci iz nekaterih kletnih prostorov še črpali. Vsekakor so sodelovali številni domači gasilci iz Krške vasi, mislim, da jih je bilo preko 30, potem ves čas so bili prisotni tudi gasilci iz Kopic in pa danes so se nam pridružili tudi gasilci iz Cerkelj ob Krki. Seveda pa je sodelovalo tudi ogromno drugih prostovoljcev, vsi domačini so nekako stopili skupaj in dejansko so bili celo noč na voljo traktorji s prikolicami, ki so čakali, če se bo zares zgodilo tisto najhujše, da bodo še prepeljali in živino in vse stvari, ki so bile v bistvu dosti težke za premik. V brežiški občini torej vnovič odpravljajo posledice povodnje, ki so sicer precej manjše kot v letu 2010. Vendar ponovno se je pokazalo, da vsako malo večje neurje prenese nevšečnosti v naši občini, zato jaz upam, da bo čim prej res prišlo enkrat do izgradnje hidroelektrarn in pa ob njimi tudi poplavnih nasipov, kajti v nasprotnem primeru si več ne predstavljam, če bojo tako pogoste poplave, kako bo živeti v teh krajih v naslednjih letih, kajti praktično v tem tednu že drugič se je zgodilo, da voda ogroža ljudi. Ti pa imajo z odpravljanjem posledic poplav velike stroške. Občina jim skuša po svojih močeh pomagati. Pred 2 letoma so krajani to pomoč še kako potrebovali. Smo dobili, to je bilo tako, kak je 200 evrov, samo zdaj škoda, koliko je zid premočen, je treba pa to sušiti, stene se razmočene, ti se ne slabe, je pa ti se pa toba noter v kleti. Predvsem seveda občina lahko pomaga pri vzpostavljanju bivalnih prostorov, ne more pa pomagati pri zemljiščih in pa kmetijskih površinah. Pred 2 letami je bila res ogromna škoda, takrat smo
precej denarja, skoraj okoli 500 tisoč namenili. Letošnjem letu še nismo preverili, zdaj, če bo šlo za bivalne prostore, so zakonske možnosti, da se kaj pomaga. V primeru, če gre pa samo za druge prostore, ki niso bivalne, pa občina ali pa hleve ali pa podobno, pa občina niti nima osnove za finančne pomoči. Pa tudi občine so v precej slabšem finančnem položaju, kot so bile pred 2 letoma, pravi Molan. Za nas je edina rešitev, da se naredijo čim prej poplavni nasipi, da se naredi hidroelektrarna Mokrice in seveda, da se tudi Sava poglobi, s tem bi se nekako omogočilo, da bi lahko Krka lažje odtekla, kajti vemo, da problem Krke je v Krški vasi to, da ko Sava naraste, enostavno Krka več nima otoka in potem poplavlja. V Krškem je visoka voda najbolj ogrožala Valvazorjev kompleks, območje stadiona Matije Gubca ter stari del mestnega jedra oziroma Dalmatinovo ulico, a večjih posledic ni pustila. Bili smo v pričakovanjih, po napovedih smo bili kar dost v strahu, kar se bo zgodilo s Krškim, tako s tem starim mestnim jedrom, ampak na srečo je, kot vidite, se je odneslo tako lepo, da nismo imeli nobenih kakih večjih posledic, kar se tega tiče. Potrebno pohvaliti kompletne ekipe, ki so bile na mestu praktično celo noč do 5 zjutraj. Dejansko je šlo samo za nadzor situacije, kajti že ob zvečer do 9. ure je bilo več ali manj vsa izlitja vode so bila zajezena in vzpostavljeno črpanje vode. Gasilci so na območju Valvazorjevega nabrežja namestili okoli 2300 protipoplavnih vreč, ponoči pa so črpali podtalnico na Dalmatinovi ulici. Vključenih je bilo tehnična reševalna enota, poklicna gasilska enota, prostovoljni gasilci, okrog 170 mož je bilo vključenih, pa mehanizacija, stroji, kamioni in vse ostalo za potrebe za pesek, filat. Kot pravi župan Miran Stanko, je v Krškem težava v tem, da stoletne vode presežejo raven zdajšnjega nasipa. Zato veliko pričakujemo od te rešitve, da se bo povišal ta nasip za približno 1 meter in pa da bi se zgradil ves nasip dol vodno od Zatona, se pravi proti stadionu Matija Gubca in naprej, ki je bil sestavni del Brežiške elektrarne. Tako se Sava ne bi razlivala čez igrišča ob stadionu Matije Gubca, kot se je tokrat. Konec oktobra so v Brežicah proslavili občinski praznik in podelili nagrade zaslužnim občanom. Hkrati so utrdili 10-letnico pobratenja s češkim mestom Dobrani. Le sodelovanje pripelje do skupnega dobrega, je bilo sporočilo iz slavnostne seje v Viteški dvorani. Izpostavili so ga vsi, nagrajenci, nastopajoči in župan. Ključ za uspeh v razvoju občine je v tem, da je občinski svet presegel delitev na koalicijo in opozicijo, meni Ivan Molan. Definitivno od vsega začetka imamo nekako dogovor, razrez po volilnih rezultatih v komisijah povsod in vedno sem rekel, vsi tisti, ki želijo dobro Brežice, imajo prostor za sodelovanje in moram reči, da ta recept zaenkrat deluje. Večina odločitev se sprejema soglasnih in mislim, da je to tudi rezultat vsega, da smo v tem obdobju imeli kar čez 70 milijonov investicij, od tega nam je uspelo pridobiti preko 30 milijonov sredstev na razpisih ali evropskih ali državnih in jaz mislim, da je to uspeh tudi te zmerne politike občinskega sveta, kajti vemo, v preteklosti je občina imela bistveno slabše rezultate, pa tudi bistveno več prepirov v občinskem svetu. Od praznika do praznika so v Brežicah odprli novo športno dvorano, skupaj z državo obnovili grad, odprli podvoz Dobova. Čez pol leta se bo odprla gradnja Brežiške elektrarne in župan v tem vidi priložnost za nove občinske projekte. Relativno nizka zadolženost nam daje možnost še seveda parirati k tem velikim investicijam in seveda tam, kjer so velike investicije, se ponavadi tudi pospeši gospodarski razvoj. Moram pa reči, da mi daje tudi predvsem optimizma, kar nekaj podjetnikov mladih je v letošnjem letu odprlo svojo dejavnost, kar v tem zadnjem mesecu 3. Ob tem v Čateških Toplicah napovedujejo ureditev novih 5000 kvadratnih metrov površin. 1 milijon evrov vrednega projekta naj bi se lotili prihodnje leto. Županu prihodnost občine gleda z optimizmom. Tudi letošnji oktobrski nagrajenci, ljudje, ki so prejeli najvišje priznanje za svoj trud. Podjetnik Marjan Cvetkovič je oktobrsko nagrado prejel za razvoj turizma v krajevni skupnosti Dobova. Tako kot si je nekoč prvi v Posavju upal odpreti pizzerijo, si je danes upal v termalni turizem s sprostitvenim centrom Paradizo, čeprav so v bližini velike Čateške Toplice. Oktobrsko nagrado za svoj prispevek na področju turizma krajevne skupnosti Sromlje je prejela Anica Krajnčič. Najvidnejša njena zapuščina je sromenska pešpot,
Obnovljeni 4 vaški vodnjaki, ureditev vaškega trga. Ogromno prostovoljnega dela. Anica je bila nepopustljiva do sebe in drugih. No, kdaj pride kakšna beseda na mest, ampak to so zelo složni, zelo pomagajo, saj brez njih tudi ne bi tega bilo. Ne bi toliko ustvarili, ker so pa res ubogljivi in tisto, kar rečemo, skupaj stopimo, naredimo in če rečemo, da nas pride 15 na akcijo, nas pride 28, tako da so res zelo pridni in njim še enkrat hvala, da smo uspeli to, kar smo. No. Za izjemen prispevek pri razvoju zborovske glasbe in predano delo v kulturi je oktobrsko nagrado prejela zborovodkinja Simona Rožman-Strnad. Mešani pevski zbor Viva sodi med najboljše v državi. Ker je del moje nagrade v bistvu vezan povsem na Vivo, sem imela poseben občutek, ker sem jih imela toliko nocoj ob sebi. In bom rekla, nagrada ne bi imela pravega blagoslova, če ne bi bili nocoj pevci z menoj. Prava vrednota tega, kar počnemo, je v sožitju z vsemi ljudmi okrog nas, ki bivamo skupaj, ki delamo skupaj, ki ustvarjamo v bistvu ta svet. Kako naj bi se razvil delček tega sveta, je kot direktorica Mladinskega centra Brežice začrtala Patricija Čular. Njena usmeritev je bila dobra. Center je letos oktobra prejel evropsko priznanje. Župan je Čularjevi podelil plaketo. Posledica dela Mladinskega centra prav gotovo v veliki meri tudi dela sedanje ekipe, ki je v velikem obsegu nadgradila začrtane začetne cilje, je znak kvalitete Sveta Evrope, ki ga je Mladinski center Brežice prejel kot 3. v Evropi. Priznanje občine Brežice so prejeli FOMES gradbeništvo za družbeno odgovornost, Motoklub Škorpijon za 20 let organiziran odmevnih motosrečanj ter moško rokometno društvo Dobova za prispevek promociji športa v občini. V Sevnici je bilo pred 100 leti ustanovljeno Sokolsko društvo. Kaj je to gibanje predstavljalo in kako se je krepilo, je v monografiji opisal Oskar Zoran Zelič. Ob jubileju jo je izdalo društvo Partizan. V sokolske vrste so takrat vstopali liberalno usmerjeni Slovenci, klerikalci in nemškutari so se ogrevali za orle. Sokolsko društvo v Sevnici je dobilo krila že 4 leta pred uradno ustanovitvijo kot odsek brežiških sokolov. Pri njegovi ustanovitvi je bil eden najbolj zaslužnih tedanji učitelj na sevniški ljudski šoli, Franc Drnovšek, ki je postal tudi prvi starosta sevniškega sokola, in pa seveda še mnogi drugi sevničani, med njimi naj omenim samo Ernesta Kruleja. Društvo je seveda malce zabremzala Prva svetovna vojna, po njej pa je društvo zaživelo in ob leta 1928 so se člani sevniškega sokola odločili, da si postavijo svoj dom, ki jim bo zagotavljal nemoteno delo in razmah. Dom so gradili 2 leti. Dela je vodil oče slavnega slikarja Cijuhe. Predvsem se je financiralo z darovi številnih ljudi, se pravi sami člani društva, tudi s prostovoljnim delom, z materialom. Sokolski dom je gradilo podjetje Josip Cijuha iz Trbovelj in opeko za dom pa je zazidavo in dal pa pod ugodnimi pogoji tudi Sokol in brežiški opekarnar Leonard Trepo, ki je tudi daroval celotno strešno opeko za stavbo. Otvoritev doma je bil velik dogodek s sokolskim zletom. Sokolski dom je bil svečano odprt 1. junija 1930 in še istega leta so v njem sevničani dobili tudi prve kinopredstave in pa seveda društvo je odslej imelo svoj dom, ki je res omogočal jim nemoteno delo in razmah, kot rečeno, in sicer v različnih sekcijah, poleg telovadbe še dramski odsek, godbeni odsek, lutkovni oder, prosvetni odsek, v okviru katerega je delovala tudi Sokolska knjižnica in še mnogo drugega. Sokoli in orli so medsebojno obračunavali s poezijo. Zaradi značilne rdeče srajce v uniformi so jih orli dražili. Sokoli so opice, nosijo rdeče jopice. Orli so biki, plezajo po štriki, je bilo povračilo. Sicer pa so šteli rezultati na tekmovanjih. Moj oče je bil telovadec vsa leta in tudi je učil telovadbo pri Sokolih, je mene že kot punčko pripravil k tem.
tako da se lahko pohvalim, da imam diplomo, 3. mesto v Radečah sem zasedla, ko sem bila stara 7 let in pol. Sokole so Nemci v začetku vojne zatrli, po vojni pa jim tudi nova oblast ni dala veljave. Sokolski dom je postal TVD Partizan in bil leta 2002 porušen. 3 leta kasneje je Sevnica dobila nov športni dom. V športni dvorani v Brežicah se je na 3-dnevnem sejmu zbralo več kot 100 ponudnikov blaga in storitev. Nas so pritegnili lecт, čipke in volna. Na stojnicah je bilo vsega. Pestro je bilo tudi na prireditvenem odru, ampak lectova srca so nagovarjala čisto po kramarsko. Saj veste, da nekoč ni bilo sejma ali proščenja brez lecta, danes pa je to bolj umetnost kot obrt. Zato sem se odločila čisto slučajno. Bila sem na enem sejmu, kjer sem prodajala svoje slaščice, ki jih pečem. Imam namreč popoldanski SP. In sem prišla do zaključka, da bi bila to zelo zanimiva stvar, ker na Dolenjskem tega praktično ni. Včasih je bilo to zelo, zelo razvito v Krškem, Novem mestu in Beli krajini, Žužemberku. No, po drugi svetovni vojni je pa to čisto izumrlo in moram reči, da se je to kar na nek način iskalo in videla sem priložnost in se odločila za to. Veselijo, da se lecт kot darilce ponovno vrača v modo. Zanimivo jim je pa to, ker lecte delam na čisto drugačen način. Jaz sem pač odnesla svojo tehniko, ki je pri nas nihče ne izdeluje tako in to mi je všečno, vsi opažajo razliko. Včasih je bil lecт sladkarija, danes je okrasek z dolgim rokom trajanja. Tudi do pol stoletja, pravi Sevškova. Ja, včasih se je lecт pojedel, predvsem ker drugega otroci niso imeli. No, danes je pa to predvsem kot trajni spominek. Gospod Bogataj pravi, da to zdrži tudi do 50 let in več. Če se seveda pravilno hrani, voda ga ne sme dobiti. Včasih so ta srca dajali fantje svojim dekletom. Danes so pa to bolj priložnostna darila, rojstni dnevi, obhajila, birme, poroke. Moram reči, da je to zelo aktualno postalo. Moderni pristop v tradicionalni obrti velja tudi za idrijsko čipko. Čipka spet pridobiva na veljavi, čeprav je zdaj zelo, nakit je zelo na prvem mestu, na to pa so prtički in pač različne kreacije, kakor pač ima stranka ali pa v glavnem imajo željo, kakršno željo imajo. Kako je gospa izvedela za sejem v Brežicah? Za sejem sem pa izvedela, sem pa dobila prek interneta in so me organizatorji sejma so me povabili. In pač jaz sem to vzela kot izziv in sem rekla, pač grem enkrat pa v Brežice, kar mi je v zadovoljstvo, ker sem tudi prvič v Brežicah tle in sem vedela, da to je lepo mesto, raztegneno, čeprav verjetno bom pa imela malo časa, da bi se lahko pobliže ogledala. Ampak drugače sem pa zadovoljna. Včasih se je takle čas na kmetih skoraj pri vsaki hiši predlo. Danes to počnejo le v enem podjetju v državi. Podjetje Soven iz Selnice ob Dravi v bistvu 15 let že predeluje slovensko ovčjo volno in naša dejavnost zajema vse od odkupa volne pri rejcih pa do končnega produkta. To pomeni, da volno lahko rejci pripeljejo ali k nam v Selnico ob Dravi ali pa pridemo mi po njo. Potem pa v naših prostorih v Selnici ob Dravi seveda vršimo ves postopek razen pranja. To pomeni najprej sortiranje, potem predenje, potem je poslovna enota tkanja, kjer nastajajo unikatne tkanine za oblačila in za dom. Nato je poslovna enota pletenja, prav tako za dom in za oblačenje in pa poslovna enota izdelave volnenega filca in volnene izolacije za ekološko varčne hiše. Podjetje deluje tudi kot učni center. Imamo verificirane vse delavnice in poučujemo 7 različnih poklicev, nekaj tekstilnih, nekaj iz ekonomske dejavnosti in veseli nas, da srednje šole in fakultete kar vsako leto pripeljejo določeno število dijakov in študentov k nam, da jih seznanimo z temi tehnikami ekološke predelave volne. Od takšnih sejmov si največ obetajo lokalni obrtniki.
predvsem iz storitvenih dejavnosti. Ivan Neralj se je s svojim VOPIN inštalacijami na sejmu predstavil lani, ko je bil prvič organiziran, in letos. Ponujamo ogrevalno tehniko, toplotne črpalke, kotle na lesno biomaso, sekance, pelete in pa solarne sisteme, pa tudi centralne sesalne sisteme. Njihova prisotnost na sejmu je dolgoročna naložba. Je važno, da nas vidijo, da mogoče čez leto, 2, 3 pridejo k nam in upam, da jim naredimo neko dobro ogrevalno tehniko ali pa solarni sistem ali pa tudi vodovodne inštalacije, ki delajo, ali pa nekaj v zvezi z strojnimi inštalacijami. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino se je kot organizator sejma zelo potrudil. Doživel je pohvale, pa tudi kritike. Ob dvorani je bil namreč še šotor, a obiskovalci nanj niso bili dovolj opozorjeni in so tamkajšnji ponudniki samevali. Pošta Slovenije je novembra začela s testnim preoblikovanjem manjših pošt po Sloveniji, ki pokrivajo zelo majhno število gospodinjstev in so odprte le 2 uri na dan v pogodbene pošte. Prvo v Sloveniji so preoblikovali v pogodbeno na Zdolah v Krški občini. Pogodbena pošta pomeni, da združujejo dejavnost pošte s samostojno dejavnostjo izbranega pogodbenika, ki praviloma ali vsaj v večjem obsegu ne izvaja pošti konkurenčnih dejavnosti. Zato so se odločili zaradi racionalizacije poslovanja. Pogodbena pošta je tista pošta, ki bo odprta dlje časa, kot je mogoče naša redna stacionarna pošta. In pa seveda, kar pridobijo uporabniki, kar smatramo, da je najpomembneje, da univerzalna poštna storitev se izvaja še naprej z enako kakovostjo in torej pod istimi standardi kot doslej. V Avstriji imajo pogodbenih pošt že približno 1200, zato so se tudi v Sloveniji zdaj odločili za podoben model. Nekatere ovire še vedno ostajajo. Predvsem gre to za iskanje pogodbenikov, ki so pripravljeni sprejeti takšno dodatno delo. Sicer pa verjamem, da je to zelo primerna oblika, saj s tem rešujemo tako dostopnost, pa tudi prijaznost do naših uporabnikov. Primer zdaj kaže, da iz 2-urnega delovnega časa prehajamo na 7 ur na dan, ob četrtkih celo 9, tudi sobote so daljše. Tako da verjamem, da lahko z temi pogodbenimi poštami tudi optimiramo poštno mrežo. S to obliko nihče ne bo izgubil službe, poudarja Sršen. Kar pomeni, da je za lokalno skupnost v tem primeru iskrena hvala lokalne skupnosti v občini Krško, v Zdolah, tudi na nek način znak, da dajo podporo našim idejam in pa našim namenom za preoblikovanje v pogodbene pošte. Vsaka pogodbena pošta mora izpolnjevati minimalne zahteve. Pogoj je 2 uri na dan, konkretno na Zdolah, kot rečeno, bo 7 ur, od 8 do 15 ure, ob četrtkih do 17 ure. Tako da kakovost upravljenih poštnih storitev v nobenem primeru ne sme trpeti in pogodbenik je zavezan tudi k temu. Pošta Slovenije bo pa seveda tudi svojo vlogo odigrala, ker ne želimo, da se kakovost poštnih storitev poslabša. V isti stavbi, kjer bo pogodbena pošta, so zdaj še prostori krajevne skupnosti, zavarovalnice, okrepčevalnice in diskonta. Pogodbenik Pošte Slovenije je postal Franc Jeler, ki ima v tej stavbi že trgovino. Ja, predvsem se je bilo potrebno prijaviti na razpis, dobiti, biti izbran na razpisu in potem začeti z dejavnostjo. V sklopu tega deluje, se pravi, izročanje pošiljk in pa pošiljanje pošiljk, dvig gotovine iz Poštne banke Slovenije in druge poštne storitve, ki so bile do sedaj. V krajevni skupnosti Zdole živi približno 820 krajanov. Veliko jim pomeni, da pošta ostaja v kraju. Krajani so oddaljeni od Krškega cirka 6 km, Zdolani so pa še vasi, ki so od Zdol oddaljene še dodatnih nekaj kilometrov in seveda, če imaš bliže te storitve, toliko lažje. Predvsem pa za starejše, tukaj je tudi dosti kmečkega življa in je ta storitev pač bolj pri roki. V letu 2013 namerava Pošta Slovenije odpreti še 50 takih pošt po državi. Drage gledalke in gledalci, to je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratnem Posavskem obzorniku. Z novimi zgodbami vas seznanimo spet čez 14 dni.